predstavniki četrte veje oblasti, lepo vas pozdravljam v naši instituciji. Tokrat gre spet za poseben dan, torej trenutek po predaji letnega poročila predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije. Začenjam s pozitivno ugotovitvijo. In sicer, da se je na številnih področjih varovanja človekovih pravic zgodilo marsikaj pozitivnega, torej tudi premiki v smeri uresničevanja dolgoletnih priporočil varuha. Nastajajo različne zakonske rešitve, tako na področju pravosodja, pričakujemo jih na področju zdravstva, iščejo se rešitve na področju zlorab delavcev in tudi drugih. Ker vas vedno tudi zanimajo številke, jih bom podala le nekaj. Torej, varuh je v lanskem letu na brezplačno telefonsko številko prejel približno 10 000 klicev. S skoraj 1000 pobudnicami oziroma pobudniki pa so se pogovorili naši strokovni sodelavci oziroma sodelavke, kar predstavlja tudi neko novost v našem delu, kajti teh pogovorov je bilo lansko leto res veliko in v njih, ki so bili primerno dolgi, natančni, smo s pobudniki rešili tudi kar nekaj odprtih vprašanj in zato ni bilo potrebno podati pobude. Prijetno smo bili presenečeni, ko smo od Ministrstva za pravosodje v imenu Vlade Republike Slovenije prvič v zgodovini institucije dobili vmesni pregled uresničevanja naših priporočil. Doslej smo seveda to dobivali ob letu torej vsako leto, vendar nikoli še vmesnega. To zagotovo kaže na resno namero vlade, da bo sistematično spremljala njihovo uresničevanje in ga pospešila. Naša največja skrb pa še vedno velja najranljivejšim. Revščina s svojimi številnimi obrazi ostaja osrednja tema in problem. Tudi lani smo zagotovo obravnavali največ pobud, ki so se nanašale prav na različne socialne stiske ljudi. Prav zato smo še posebej veseli, ko nam uspe pozitivno rešiti težave najranljivejših. Če gre za skupine, je seveda uspeh še večji. Uspeli smo, da morajo občine še naprej subvencijami pomagati socialno šibkejšim prebivalcem, ki živijo v tržnih in hišniških stanovanjih. Torej, gre za uspeh na Ustavnem sodišču Republike Slovenije. Uspelo nam je tudi, da bodo samozaposleni, ki so žal ena bolj ranljivih skupin v državi, z realno oceno svojih dohodkov imeli lažji dostop do pravic in socialnih sredstev, na primer tudi znižanega plačila vrtca. Imeli smo primere oseb, ki so odprle espeje, zaslužile veliko manj kot je 75% dohodka, vendar to so jim obračunavali kot fiktivni znesek in seveda zato niso uspeli pri pridobitvi iz javnih sredstev. Tak uspeh na Ustavnem sodišču pa seveda to zagotavlja. S končno sprejetim zakonom o prijavi prebivališča, terjali smo ga namreč leta in sprejelo ga Ministrstvo za notranje zadeve oziroma predlagalo, so osebe brez bivališča dobile naslov, kamor se lahko stekajo njihove pravice, kamor lahko prispe uradna pošta, ki je za njihovo življenje zelo pomembna. Sami smo tako na terenu kot pri varuhu srečevali brezdomne osebe, ki te možnosti niso imele in so kdaj izgubile tudi določene pravice, ki bi jim sicer pripadale, vendar so bile prepozne pri njihovi zagotovitvi. Pravica do vode, tudi tu imamo svoj prispevek, je končno vpisana v Ustavo, kar pa ni dovolj. Še se dogaja, da so nekatere tudi socialno ogrožene skupine ljudi, zlasti Romi, brez uresničevanja te pravice. Sami smo se srečali celo s primerom mame samohranilke več otrok, ki je izgubila vodo, vendar po našem posredovanju je bila voda ponovno priklopljena, kar si štejemo sicer za majhen uspeh, a vendar zato gospod in njeno družino velik. Najranljivejši ne smejo ostati brez doma. Zato je potrebno iskati rešitve pri izvršbah na nepremičnine. Zadnji primer, uspeh na Evropskem sodišču za človekove pravice, Vaskrstič, za kar si je varuh tudi v preteklosti zavzemal, kaže prav na to.
torej kdaj in kako poseči na nepremičnino z izvršbo, ki predstavlja nekomu njegov dom. Pričakujemo pa, da bodo dolgo pričakovane spremembe na področju delovnih razmerij prinesle zaščito pravic delavcev. To področje je eno najobčutljivejših, tistih, ki se najbolj zarežejo v življenja ljudi. Zato upamo, da bo zakon, ki je bil sprejet o čezmejnem izvajanju storitev 17.2. letos, tudi nudil rezultate, predvsem pa tudi pozdravljamo spremembe kazenske zakonodaje na področju kaznivega dejanja kršitev pravic delavcev, kajti spremenjeni naklep, dovolj eventualni naklep, bo zagotovo manjši zalogaj za dokazovanje tako tožilcev, kot seveda tudi sodišč pri tem obstoju krivde za kršitev pravic delavcev. Nadejamo se, da bodo te spremembe pozitivne, pa čeprav moram reči, nedavno smo srečali žensko, ki si je izborila pravico. Težke poti na sodiščih, dobila je papir, ki pa ne prinaša rešitve, kajti tisti, ki bi ga morali rubiti, na nobenem računu, kamor poseže, nima ničesar. Tu se še vedno sprašujemo in terjamo od države, da reši primere in da tisti, ki kršijo pravice delavcem, ne ostanejo v krasnem položaju, torej živijo dobro, vendar nanje ni nič napisano in imajo celo na zalogo več firm in seveda jih uporabijo, kadar jim treba. Ne moremo tudi mimo večkrat ponovljenih priporočil na področju inšpekcijskih služb. Terjamo kadrovsko okrepitev. Ne moremo si predstavljati nihče najbrž, da lahko 40 delovnih inšpektorjev zagotovi nadzor nad 200 000 poslovnimi subjekti. To je nemogoče in ko ljudje vedo, da je inšpektorjev premalo, je seveda njihova možnost kršiti zakonodajo na delovnem področju večja, ker se ne bojijo odkritja in kaznovanja. Sprejeta je bila novela zakona o preprečevanju nasilja v družini, končno odpravljen poseg, torej nasilje na otroke, nad otroki. Veseli smo, da se bo odločanje o pravicah otrok v celoti preneslo na sodišča. Skrbi nas pa, da se delež utemeljenih pobud v zvezi s pravicami otrok s posebnimi potrebami veča. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nam sicer že dlje časa obljublja, da bo večino odprtih vprašanj rešila novela zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Kot zadovoljstvom lahko povem, o tem ste tudi že poročali, da je bila v lanskem letu tudi ob izjemnih prizadevanjih varuha odprta šola za posebne potrebe otrok, torej dr. Ljudevita Pivka na Ptuju. Celo v prostorih varuha smo podpisali aneks z ministrstvom za izobraževanje, za izgradnjo, za zagotovitev sredstev in tu torej si štejemo tudi kot velik uspeh varuha na področju zelo ranljive skupine ljudi. Ministrstvo za izobraževanje je zagotovilo, da bo letos sprejet zakon o visokem šolstvu, s katerim bo končno odpravljena sistemska diskriminacija študentov invalidov. Če ste pozorni na naša prejšnja letna poročila, lahko ugotavljate, da na to diskriminacijo študentov invalidov opozarjamo predolgo. Ugotavljamo, da kadar gre za skrb več institucij, je težje doseči napredek. Varuhova priporočila iz leta 2015 na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja še niso uresničena. Tu so podzakonski akti, tu je skrb za tiste, ki prihajajo na invalidske komisije, opozarjamo na tudi žal neprimeren odnos nekaterih zdravnikov, ki se kaže v njihovi moči, ljudje, ki so šibkejši in prihajajo na te komisije, pa so razočarani nad tem odnosom. Na področju zdravja je vlada v odzivnem poročilu zagotovila, da bo opisano problematiko rešila nova zakonodaja, ki pa je še ni. O tem se dnevno poroča, bije boj, kaj bo zagotovljeno in kako. Ljudje, zlasti zastopniki pacientovih pravic, ki prihajajo letno k nam s svojimi poročili in tudi na sestanke, pa poročajo, da so pravice ljudi na tem področju še vedno kršene. Nujno je urediti pedopsihiatrične urgentne službe, opravljanje psihoterapije, izjemnega pomena, da ni potrebno staršem zanjo plačevati. Pri varuhu se srečujemo s številnimi problemi, ki so povezani tudi z ljudmi,
ki imajo težave v duševnem zdravju. Socialno-varstveni zavodi že nekaj časa opozarjajo na pomanjkanje prostih zmogljivosti za namestitev oseb z motnjo v duševnem razvoju na varovane oddelke. Nujna je sistemska ureditev. Varuh je tu pripravil posebno novinarsko konferenco celo na terenu, premikal še ni vsaj takih, da bi jih lahko pohvalili in pričakujete lahko posebno poročilo varuha o tej tematiki v letošnjem letu. Vlada pa je upoštevala naša priporočila za sprejem in namestitev beguncev, zlasti nastanitev mladoletnih beguncev in otrok brez spremstva, vendar se projekt izteka v letošnjem juliju in potrebno bo seveda zagotoviti njegovo nadaljevanje. Izzivi strpnosti na teh področjih, ne samo na tem, tudi na drugih, pa so naša dnevna naloga. O Romih smo izdali pred leti posebno poročilo. Tu vidnega napredka še ni, pa čeprav so narejeni drobni koraki, še vedno opozarjamo na neprimerna bivališča, na odsotnost vode, ki je osnovna potreba, na skrb, bomo rekli, žalostno skrb za otroke, ki nimajo enakih možnosti, če se rodijo in živijo v romskih naseljih. Okoljsko vprašanje. Naša izjemna tematika in skrb se kaže za okolje v tem, da se srečujemo z nevladnimi organizacijami, tako tu, kot tudi na terenu, spremljamo vso problematiko, ki se dogaja. Veseli smo, da je Uroš Macerer dobil tako mednarodno priznanje, tudi z njim, z ekokrogom, tudi s primeri, na katere on opozarja, smo sodelovali. Pripravljamo pa velik mednarodni posvet, ki bo v septembru letos prav na temo okolja. Pozdravljamo začetek reforme na področju pravosodja, boljša organizacija dela sodišč za zagotovitev hitrejšega, preglednejšega in kakovostnejšega sojenja lahko prispeva, da bo manj primerov pristalo pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. Varuh kot pozitivno ocenjuje, da smo dobili samostojnega zagovornika načela enakosti, a vendar opozarjamo državo, da zgolj njegov obstoj ni dovolj, potrebna so sredstva za njegovo delo. Spremembo zakona o varuhu se bo končno uresničilo varuhovo priporočilo, da Slovenija dobi nacionalno institucijo za človekove pravice. O tem tečejo debate prav te dni. V Sloveniji imamo še precej izzivov za sodelovanje. Z boljšim medresorskim sodelovanjem bi dosegali kvalitetnejše rezultate. Vendar varuh ugotavlja, da ravno v primeru, ko mora pri neki tematiki sodelovati več resorjev, ni rešitve, da prihaja do izgovarjanja, torej drug na drugega. Organi se ne vključujejo javnosti v sprejemanje predpisov, ne samo na področju okolja. Javnost včasih ostaja pozabljena. Od tu upori, akcije javnosti, civilne iniciative, ki rastejo kot gobe po dežju, ker ljudje želijo opozoriti na težave, ki jih morda danes še ni, vendar bodo jutri vse močnejše, vse hujše in bodo seveda tudi kazile in kvarile življenje prihodnjih generacij. Uprava se mora pri svojem delu ne le na načelo pravičnosti, ampak mi se sklicujemo na načelo dobrega upravljanja. Temu smo posvetili dan človekovih pravic v letu 2016. Torej, narediti največ, kar lahko in včasih, torej v primeru dvoma, razlagati predpise ljudem v korist. Ne smemo dovoliti zmanjševanja pravic. Ne smemo ne prepočasi spreminjati zakonodaje in prav tako ne rokohitrsko. Nespoštovanje človekovih pravic je dražje od spoštovanja, zlasti v preteklosti. Zahvaljujem se torej za pozornost. Tu so moji namestniki, ki so vam na voljo za vprašanja z posameznih področij. Sicer pa ste dobili tudi, kot je bilo rečeno, pisno gradivo, ki vsebuje tudi nekaj primerov z našega dela. Teh primerov je ogromno in nemogoče je v 15 ali 20 minutah prikazati delo institucije v enem letu, opisano na 400 straneh in z 71 priporočili Državnemu zboru. Tako da vas vabim, da si ogledate naše poročilo v celoti in glede na področja, ki jih pokrivate,
vprašate, za katere ste mnogo boljše zainteresirani, ugotovite, kakšne so naše ugotovitve, torej zlasti na področju najšibkejših, starejših, invalidov, oseb s posebnimi potrebami, manjšin, je opisano naše delo tudi v tem letnem poročilu. Vsaka kategorija ljudi si zasluži pozornost, od otrok do najstarejših. A vendar v tem kratkem času, ker želim, da tudi vi kaj vprašate, nisem mogla predstaviti tako obširnega poročila v celoti, dodati pa moram, da je drugi del poročila državnega preventivnega mehanizma. Obiskali so kolegi, vodja je namestnik Ivan Ševih, obiskali so 80 institucij, torej veliko več celo kot prejšnja leta. Namestnik pa bo sklical, torej sklicali bomo posebno novinarsko konferenco, kajti vredno je, da se seznanite, kakšno je stanje na področju omejitev svobode, tako v prostorih za pridržanje, zaporih, drugih institucijah, policijskih, na psihiatriji, domovih za starejše občane. Vestno in natančno je napisano, tu lahko celo rečemo, da je veliko uresničenih priporočil, a več na naši naslednji novinarski konferenci zgolj o tem poročilu. Hvala lepa. Vaše vprašanje? Lucija Dimitrič, Radio Slovenija. Zanima me, kaj ugotavljate na področju dela Centrov za socialno delo. Ministrstvo za delo pripravilo reorganizacijo centrov. Kakšno je vaše mnenje o tem, torej 16 območnih centrov in 62 ekonomij? Najbolje je, da pregovori pristojni namestnik Tone Dončić. V postopek reorganizacije centrov za socialno delo varuh ni neposredno vključen in imamo zgolj informacije, ki vsake toliko časa zaokrožijo v javnosti. Kakor vemo, se nekako koncept delno tudi menja, nekateri mu nasprotujejo. Mi bi želeli, da bi koncept sledil zlasti povečani strokovnosti dela centrov za socialno delo, zato nas te organizacijske zadeve pravzaprav ne zanimajo. Zanima nas, da bi strokovni delavci centrov dejansko se lahko posvetili nalogam, ki so jim določene in se manj ukvarjali s postopki, z birokratskimi opravili in podobno. Splošna ocena dela centrov za socialno delo je, če lahko rečemo od 1 do 5, recimo 3. Nekateri centri izstopajo po ažurnosti, tudi po dobrih praksah, medtem ko žal nekateri, zlasti večji centri, še zmeraj pri njih najdemo veliko napak, na katere opozarjamo, vendar včasih se tudi ne strinjajo z nami, celo polemike vodimo potem. Mislim, da bi centri morali se več posvetiti nalogam, za katere so ustanovljeni, in če bo reforma centrov to dosegla, potem bo ta cilj, seveda, ga bomo tudi mi pozdravili. Nisem teh delov prenositi. Treba izpoštovati vaše delo institucije, ampak imam jaz to srečo, da prihajam iz enega ožjega področja, pa me zanima stališče oziroma komentar vaše institucije do 2 vprašanj z področja sveta dela. Ena je, kako rešiti in kakšne rešitve predlagate za problem zdravstvenega zavarovanja za delavce, problem odjavljanja, nepriznavanja nadomestil. Druga stvar pa je, kako bi komentirali pozive, predloge za iskanje nekih uravnoteženih sistemskih, zakonskih rešitev, k katerim pozivajo vidni politiki. Torej, kakšne so rešitve zakonske potrebne na tem področju, da bi bile v korist tako delavcev kot gospodarstva, če nekateri pozivajo. Iz vaših izkušenj, iz vaših ugotovitev. Kar se tiče delavcev, delovno-pravno področje pokriva doktorica Kornelija Mrzel, zdravstveno zavarovanje pa namestnik. Zdaj, če bi jaz morda komentirala ta vaše drugo vprašanje glede nekih usklajenih rešitev, vsekakor zelo podpiramo te predloge, ideje
ki sta jih pripravila tako Finančna uprava Republike Slovenije kot Inšpektorat za delo, glede plačevanja plač oziroma neplačevanja plač in prispevkov in hkrati tudi z ukrepi, ki bi bili potrebni na področju ustanavljanja gospodarskih družb in odpiranja SP-ov. Kajti tu bo potrebno neka usklajena aktivnost tako Ministrstva za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo, kot tudi Ministrstva za delo. Seveda pa ti podani ukrepi skupaj z našimi priporočili predstavljajo eno dobro osnovo za razpravljanje o potrebnih zakonodajnih okvirih in tudi nekih novih praksah dela državnih organov. Vsekakor pa bomo pozitivno ocenjujemo že to, kar je pripravljeno, kar je varuhinja že povedala, spremembo kazenskega zakona in tudi še ostale ukrepe. Zagotovo pa bo potrebno kadrovsko okrepiti inšpekcijske službe. To je pa eden izmed prvih ukrepov in tudi zelo potrebnih. Tu celo mislimo, da lahko pride do prerazporeditve, kajti ponekod je preveč ljudi, mislim, da ne smemo štediti na račun inšpekcijskih služb in reči, da kadrov tu ne moremo zagotoviti. Žal, za neko prevencijo je prepozno. Kurativa je edina, ki bi lahko ta tip prestrašila izkoriščevalce ljudi. Potrebna je akcija, torej več odkrivanj dejanj, pregona kaznivih dejanj, torej tudi o blažjih zakonodaji, upam, da bo dosežena sprememba, in seveda aktivnosti, ki bodo pokazale, da se to ne splača. Če se ljudi splača izkoriščati, potem izkoristijo ljudje, ki to znajo in zmorejo že vnaprej, se pripravijo celo na spremembe, na podjetja, na zalogo, na širjenja, na celotno družino. Dobro življenje, vendar, kot sem prej rekla, brez možnosti rubeža tistih, ki so bili oškodovani, kar ni dopustno. Morda bi še nekaj dodala, zgolj povečanje pristojnosti inšpekcijskih služb, zlasti inšpektorata za delo, kar se zdaj predvideva v teh zakonodaj, ne bo prineslo rezultate. Nemogoče je inšpektorjev premalo, gospodarskih subjektov preveč, naša kultura ravnanja je pa tudi na enem zelo nizkem nivoju. Tako da to ne bo prineslo rezultatov, če ne bo šlo sporedno z ukrepitvijo in pa z ustreznimi zakonodajnimi spremembami. Ste zadovoljni? Zdravstveno zavarovanje, tam bi bili potrebne nekatere spremembe oziroma vaše stališče in vaše institucije. Ja, zdravstveno zavarovanje je trenutno nekako v postopku sprejemanja. Mislim, da problematiko neplačevanja prispevkov, odjavljanja, prijavljanja, da jo je mogoče rešiti že v okviru obstoječih predpisov, vendar z njihovim izvajanjem seveda. Če se spomnite, predpisi, ki jih imamo, so od leta 1992 v veljavi in šele v zadnjih mogoče 10 letih so se pojavili tovrstni problemi. Prej tega ni bilo, kar pomeni, da v istih predpisih se je spremenila praksa. Mislim, to je bolj moje osebno mnenje, kot bi se upal reči, da je to mnenje varuha, da bi z kazenskim pregonom kršilcev lahko dosegli vsaj zavedanje o tem, da so to nesprejemljive prakse in da se tega ne splača početi. In to bi lahko delali že v obstoječi kazenski zakonodaji, kajti posebej izkazovati neke naklepe ali pa celo obarvane naklepe, mislim, da jih ni potrebno. Teh kaznivih dejanj ne moreš storiti z malomarnosti. Problem pri teh dejanjih so izgovarjanja ljudi, da ne zmorejo, ker so jim tudi drugi dolžni, da so padli v nek krog neplačil zaradi drugih. To je stalna praksa in da bi radi plačali, pa ne zmorejo. In tu se zatakne. Izvolite. Katarina Morakovič-Delo, na včerajšnji seji je vlada pripravila novelo zakona o instituciji varuha. Kaj bi vam pomenilo sprejetje? Koliko let že opozarjate na to? Tu bom dala tudi besedo namestniku, ki si prizadeva in je tudi del ekipe varuha, ki sodeluje pri spremembah, da vam natančneje pojasni te spremembe. Pa če so kakšne pomanjkljivosti še oziroma kaj bi še želeli? Ja, vedno je treba kratko. Morda bi tej tematiki morali posvetiti celo posebno konferenco, ampak vendarle v nekaj stavkih. Varuh si že dlje časa prizadeva
dopolniti zakon, ki ureja njegovo delovanje, kajti v praksi ugotavljamo določene pomanjkljivosti. Želeli smo predvsem, da je v zakonu jasno zapisana naša pristojnost tudi nad izvajalci javnih služb. Torej, če povem po domače, nad izvajalci vzgojno-izobraževalne dejavnosti, nad izvajalci zdravstvene dejavnosti, kjer imamo pravzaprav največ problemov. V praksi smo se namreč že srečali s tem, da so nam osporavali pristojnost in da smo potem morali do zahtevanih podatkov priti po drugi poti preko inšpektorata ali pa preko pristojnega ministrstva. Torej, ustavna določba, vemo kakšna je precej ozka, vendar mi mislimo, da bi z ustrezno razlago za ustavne določbe lahko prišli tudi do tega, da javne službe varuh seveda pokriva. Dejansko v praksi od vseh primerov, vidite kakšna številka je, imamo morda enega do dva primera letno, ko se neka inštitucija upre posredovanju podatkov z izgovorom, da ne padajo pod našo pristojnost in to obvezno, kadar imajo svojega advokata. To jim seveda ne pomaga v tem smislu, da mi ne bi prišli do podatkov, samo zavleče postopek in ga po nepotrebnem komplicira. Vlada je žal včeraj na seji ta del zakona ni sprejela, ki je bil predlagan, namreč nekako prevladal je pomislek, da je ta razširitev na javne službe v nasprotju z 159. členom Ustave, ki ureja naše pristojnosti. Sicer smo pa zadovoljni z drugima dvema deloma, ker so bili trije deli. Torej, drugi del, ki nam bo omogočil, da varuh pridobi status A po pariških načelih, kar pomeni, da bi postali nacionalna institucija za varstvo človekovih pravic, ki bi se ne ukvarjala zgolj s posameznimi pobudami, čeprav se že zdaj ne, vendar lahko bi obravnavali širše vprašanja tudi z precej bolj multidisciplinarnega aspekta. Torej, to upajmo, da v tem je soglasje in zbira, da tudi upam, da bo ostalo pri tem. In tretji del, ki je pa za mene osebno najpomembnejši, je pa zagovorništvo otrok, ki smo ga sedaj uvestili v zakon. Vi veste, da projekt pilotnih pri nas poteka že 10 let in dosegli smo lani sklep Državnega zbora, da se to vključi v zakon in to je sedaj realizacija tega in upam, da bo tudi naleteli na podporo v Državnem zboru. Hvala. Mi se pri Dani Radio Slovenija, mene ga zanima na področju romske skupnosti, ta priporočila vaša nekako ne grejo skozi. Navajate, da iz leta 2012 še niso uresničena, kje so po vašem razlogi za to, da vlada oziroma država priporočil ne upošteva in pa kaj menite o nameri vlade, da zagotavlja pitno vodo v romskih naseljih s pomočjo cistern. V tem tudi pišemo v letnem poročilu, zagotovo je romska problematika zelo obsežna, z vseh vidikov jo je potrebno obravnavati, torej začeti že pri otrocih, v vključevanju v vrtec, na to opozarjamo, težave v šoli, ne dokončajo osnovne šole, težave z zaposlitvijo in seveda potem pride tudi nastanitve, elektrika, voda. Tukaj nastopijo težave v razmerju med občinami in občine se izgovarjajo, da ne zmorejo tega zagotoviti, mi pa trdimo, da tam, kjer občine resnično ne zmorejo, ne da kažejo negativno skrb, ampak kjer ne bi zmogle, ne poseže država. Tu se mora premakniti. O cisternah smo svoje mnenje povedali, rešitev je bila zelo kratkoročna, ker je voda tako zmrznila. Zagotovo to ni primerna rešitev za reševanje celotne romske problematike. Smo pa bili zelo aktivni v minulem in tudi v tem letu, obiskali smo kraje, opozorili tudi Slovenijo, da nam sodba Evropskega sodišča za človekove pravice, če bo izrečena v zvezi z vodo v Goriči vasi, ne bo ponos in bo prinesla porabo denarja, ki bi bil lahko namenjen čemu drugemu. Jaz sem Lukančič, pred dnevi ste v Državnem zboru že tudi puno kritiko glede predloga o migrantih, celo Fantom Merendorfer in Francu, če ste pravno naloge. Kakšen bi bil vaš odgovor? Lepo, da ste vprašali, varuh nima domačih nalog, varuh opravlja
svoje naloge glede na zakon, ki je jasen, svoje delo smo opravili, seveda pa imajo poslanci možnost take ali drugačne kritike. Na potezi je Ustavno sodišče, celo sama ministrica je dejala, ko se je sprejel zakon, da bi bila vesela, da izve, ali je bilo vse pravilno ali ne. Tudi vodja poslanske skupine SMC je pozdravila našo odločitev, tako da takih komentarjev o domačih nalogah niti ne bi komentirala. Urška Mlinarič, večer. Gospa Nussdorfer, širjenje nestrpnosti in sovražni govor je vse bolj pereč problem te družbe, ampak nekako je vtis, da se vi oglasite šele potem, ko ste o tem sprašani strani novinarjev. Se vam ne zdi primerno, da bi se že ob določenih ekscesih samoiniciativno oglasili in dali neko svoje mnenje, obsodili ravnanje, dejanje? Ne, mi se oglašamo celo tako pogosto, sama celo v svojih kolumnah, ki jih občasno napišem na to temo, ob vseh dnevih, ki so namenjeni boju proti nestrpnosti, tako da bi bili odzivi seveda lahko krivični, ker vsakega primera niti varuh ne more vedeti zanj. In če bi se oglašal ob enem, bi se lahko vprašali, zakaj se ob drugem ne. Varuh stalno opozarja in tudi eno prvih priporočil je, da bi moralo zlasti za javne osebe in državni zbor sprejeti kodeks etike obnašanja, častno razsodišče, ki bi urejalo, kajti mnoge stvari, vzor nam je lahko hram demokracije. Ljudje lahko slišijo marsikaj in si mislijo, če jim dovoljeno, bo tudi nam. Politika mora biti tista, ki prva kroji torej to pojav strpnosti do drugačnih, ki je sama tako samokritična. Tu smo zelo odzivni, naše priporočilo je vsako leto podano, se pa oglašamo občasno, kadar opozorimo na vse splošni pojav, se pa težko ob čisto vsakem pojavu. Tudi moram reči, ker so tu novinari, vedno opozorim in prav je, da tudi tokrat rečem, da tudi napadi na vas niso dopustni, na nikogar, vendar svoboda govora je seveda tudi omejena s pravicami drugega. Svoboda govora je dostojen govor, tisti, ki ne krši pravic drugih. Seveda se pa pojav nestrpnosti pojavlja zlasti na spletu, tukaj smo zadovoljni, kadar prihaja do korekcije in da uredniki spletnih strani sami poskrbijo, da se ta nestrpnost ne širi. Smo se oglasili pri primeru iz Maribora, ki je bil zelo zgovoren in ravnatelju. Oglašamo se pogosto, kadar vidimo, da je nekaj več teh pojavov. Je pa resnično težko čisto vsakemu dogodku, ker si potem lahko krivičen, če se oglasiš danes, jutri pa recimo ne. Naše stališče pa je jasno, nesporno, tako kot je zapisano tudi v poročilu. Hvala.